V gospodarstvu smo vse od meseca julija, ko je začel nastajati zakon o tako imenovani slabi banki, pozorno spremljali strokovne debate za in proti rešitvam tega zakona. Naj poudarimo, da pozdravljamo vsako rešitev, ki bo pomenila sanacijo sistemskih bank, rešitev za odpravo kreditnega in lastniškega krča, ki je ena poglavitnih ovir za zdravi in manj zdravi del slovenskega gospodarstva, ki potrebuje financiranje za prodajo doma in na tujih trgih. Dejstvo pa je, da sami postopki sprejemanja tega zakona, vsebina zakona sama in predvideni postopki sprejemanja podzakonskih aktov ne odpravljajo dvoma v to, da bo slaba banka pomenila neodvisno, strokovno najbolj kompetentno in politično neodvisno institucijo, ki bo kos zelo težki nalogi aktivnega upravljanja slabih terjatev in hkrati aktivnega upravljanja prestrukturiranja podjetij, ki so nosilci slabih kreditov. Skeptični in kritični smo do tega, da doslej finančna, bančna stroka v pripravo zakona ni bila primerno vključena in upoštevana in zato poudarjamo, da pričakujemo, da bo ob naslednjih spremembah zakona, zlasti pa pri pripravi podzakonskih aktov, ta napaka odpravljena. Zelo je pomembno, da v primeru tega zakona, ki je za Slovenijo ravno tako ključnega pomena kot učinkovitejša delovnopravna zakonodaja, da bo sprejet in uveljavljan s konsenzom, ker bo to pomenilo tudi primeren signal domačim in tujim javnostim, ki pomembno vplivajo na to, pod kakšnimi pogoji bo naša država delovala v prihodnje. Na zakonodajalce pa smo z vidika podjetij, na katere bo slaba banka učinkovala, posredovali nekaj vprašanj, zlasti v zvezi s tem, kako bo slaba banka vplivala na boniteto dobrih podjetij, ki so izdajatelji vrednostnih papirjev, s katerimi so slabe terjatve zavarovane. Pričakujemo pa, da jih bodo tako poslanci kot strokovne službe na resornem ministrstvu proučile, našle nanje primerne odgovore in seveda ukrepe, da do oškodovanja, ki ga vidimo v zelo velikem obsegu, ne bo prišlo.